Čestitke. Ti bomo dali mikrofon. Ste me rabila malo pavze. V redu, bom jaz naredila kratek uvod. In se bom še enkrat zahvalila vsem, ki delite ta krasen večer z nami, ki ste prišli tudi podpreti Enjo pri njenem ustvarjanju. In tudi hvala vsem, ki ostajate v dvorani, da prisluhnete najinemu pogovoru. In tebi, Enja, iskrene čestitke za ta lep, res lep uvid v poslanstvo te mreže. Hvala. Pa bova prebili led z enim kratkim prvim vprašanjem, in sicer vprašanje, ki si ga ti zastavila svojim intervjuvancem in intervjuvankam v filmu. Zakaj ples? A veš, da sem celo projekcijo razmišljala o tem, da me boš to vprašala, ker je to v bistvu meni ful težko vprašanje, ker je neopisljivo z besedami. Zato, ker sem človek giba in plesa in v bistvu, ne vem, pač zaprem oči in se sam zgodi in to je pač čarovnija tega. Ampak, tako da zato ples. Zato, ker je najbolj iskren, zato, ker ne laže, ker je pač točno to, kar mora biti. Pa bom v bistvu nadaljevala z pod vprašanjem. Pri tebi kot ustvarjalki, ki si tako koreografina, kot plesalka in kot filmska režiserka, zakaj ples in video? Ja, to pa je v bistvu nekaj, s čemer sem, v bistvu s filmom sem gor rasla, nekako izhaja iz družine, ampak sem se nekako vedno želela vzpostaviti kot samostojna ustvarjalka in sem želela nekako vzpostaviti svojo mrežo v plesu in se v bistvu zelo dolg časa upirala filmu na nek način, dokler nisem šla potem študirati filma v London. Ampak nekako sta ples in film zame pač nek jezik, ki sta neločljiva. In tudi, ko recimo delam ali pa razmišljam o filmu, pač gre to nekako skozi gib, tudi če je recimo film narativen ali pa recimo dokumentarc ali pa tako, ne. In obratno pač za ples. In v bistvu sama koreografija, če postavim recimo v nek filmski kontekst, mi je recimo zanimiv, ker zame je koreografija vse, tudi kako se kamera premika, kako se luči premikajo, kako se igralci ali pa plesalci oziroma performerji postavljeni v prostor. In v bistvu se mi zdi, da sem pač ustvarila nek svoj jezik zase, ki ga mogoče ne znam vedno najbolj pojasniti z besedami, ampak enostavno sta nerazdružljiva. Če nadaljujeva s tem jezikom, ki si ga omenila, namreč tvoj jezik do zdaj, bi rekla, v filmu in ustvarjanju plesne umetnosti, če si lahko sposoben izraziti iz filma, je neka poezija, neka poetika in nekako, bom rekla, daleč od dokumentarnega filma. Pa me zanima, zakaj odločitev, da si se pripravljena bila spoprijeti s tako formo, s tako filmsko formo? Ja, v bistvu nikoli si nisem predstavljala, da bom zares delala dokumentarni film. Potem pa se je v bistvu začelo nekako to sodelovanje z Aerowavesom, ki sega v leto 2017. In ker sem bila del te družine, tudi jaz sem postala del te družine, na drugačen način sicer, se v bistvu veliko enega materiala sproti nabrali. Pa ne samo materiala, v bistvu sem šele, poznala sem Aerowave že prej, ampak v bistvu skozi moje delo z Aerowavesom sem zares šele nekako začela razumevati, kaj ta mreža je in kaj v bistvu vse nudi, poleg pač tega festivala. In v bistvu se je to nekako potem spotoma zgodilo, no, da je privedlo do te ideje, da bi pač bilo fajn narediti dokumentarc. Zdelo se mi je pomembno, da se to nekako zapiše. John je pač itak inspiracija bil od vedno.
In v bistvu samo, mislim, da je bilo leta 2019, predlagala, da bi, v bistvu prvotna ideja je bila, da naredim dokumentarc o Johnu, ampak je bil on absolutno proti, ker je pač star beli moški, ki ni zanimiv za na kamero in da to absolutno odpade. No in potem sem rekla, ok, bomo naredili dokumentarc o Aerowavesu. Zame je pač Aerowaves bil itak tudi on, no, in je pač Aerowaves nikoli ne bi bil tak, kakršen je, brez njega in njegove vizije. No in tako se je nekako začel ta pogovor o tem dokumentarcu in John in Ana sta vedela, da pač ko se jaz nekaj odločam, da pa to tudi speljem in naredim. Tako da, ja, in potem smo recimo 2 leti nekako pripravljali, šli čez arhivske posnetke oziroma materijale, začela sem snemati intervjuje in je v bistvu, ful me je bilo strah na začetku, ker enostavno toliko je ljudi, toliko je artistov, partnerjev, toliko je pač ta mreža široka, da v bistvu nisem vedela, kje začeti in kdo so zdaj te ljudje, ki jih bomo izpostavila in kdo ne. In komu bom naredila krivico in komu ne. In potem pa je v bistvu prišla ta korona, ki je nekako, recimo, da zelo usmerila pač ta organski tok pač delanja tega filma, ker enostavno zdaj kar naenkrat nisem mogla potovati v vse evropske države, ki bi si želela, ampak pač specifične in sem v bistvu nekako tudi film delala, ne vem, rečemo ekonomsko, ne. Jaz sem šla delati, ne vem, v Grčijo sem šla zaradi enega projekta, potem sem pa pač tam ostala še malo dlje, naredila malo več researcha. V Grčiji sem preživela kar 2 meseca, kar je bilo super med korono. No in tako sem v bistvu postopoma začela zbirati intervjuje in material in kamor me je v bistvu pot peljala za delo, no, sem pol v bistvu združila z dokumentarcem. In ja, no, 2 leti kasneje je pa pol film dejansko tudi prišel ven. In s kom si sodelovala, poleg teh ljudi, ki smo jih videli na filmu, si imela zagotovo, vsaj upam, da sodelavce tudi v ozadju, ki so ti pomagali pri vseh pripravah na film in pri samem snemanju? Ja, veliko je bilo sodelavcev, če ste, glede na to, da ste ostali do konca in brali tale seznam, je bilo res ogromno ljudi in tudi v bistvu kar precej ljudi, ki je delal nekako research z mano, ker enostavno vsega tega gradiva pač ne bi mogla sama predelati. Je pa del filma bil pač posnet tudi v Ljubljani in je tudi del ekipe filma ljubljanske, pa bi se mogoče ob tej priložnosti najbolj zahvalila Evi Posedel. Za vso podporo pred filmom, po filmu, za pripravo na projekcijo in za eno res lepo prijateljstvo. No, zdaj bom pa probala našteti še par imen, pa upam, da koga ne spustim. Naslednje ime je moj bratec Luka Belak. Potem pa so v bistvu pri postprodukciji sodelovali Teleking, torej Fran Sokolič in pa Pieru pa Ernestu za sound produkcijo, postprodukcijo zvoka. Potem pa imamo še Lizo Norčič, ki je bila z nami, ki je tudi mičkam sodelovala pri filmu, pa seveda ekipa španskih borcev in Goran Pakozdi je kar veliko sodeloval zraven z arhivskimi posnetki. Verjetno ste opazili, da je kar nekaj posnetkov bilo iz Ljubljane, iz leta 2011. Torej, potem je bil zraven vpleten tudi Andrej Lamut in mislim, da je to iz Ljubljane. Tako da bi se v bistvu vsem vam še enkrat iskreno zahvalila za vso podporo in pomoč. Vsem ostalim se pa ne bom, ker bo pol to zelo dolgočasen in dolg pogovor.
Torej, čestitke tudi vsem sodelujočim. Enja, če se vrneva čist na tisto začetno točko, a ne? Videli smo v filmu, da Aerowaves odpira možnosti ustvarjalcem in ustvarjalkam, ki se uveljavljajo. In to se je zgodilo tudi tebi. Mineva 10 let od tvojega prvega profesionalnega projekta, v katerem si povezala ples in video, Deklica z Majem, in to je bila tvoja vstopna točka v Aerowaves in tudi prvi stik z Johnom Ashfordom. Če lahko malo poveš o tej dogodivščini. Tako je. V glavnem, novembra bo v bistvu 10 let od mojega solota in do tega je prišlo na taka zanimiva zgodba in jo vam bom povedala, zato ker je nasplošno se mi zdi ful zanimivo, kako so vedno stvari povezane. Eno leto prej sem predstavljala ta projekt na nekem pitching sessionu, takrat smo imeli še neko nacionalo, so španski borci organizirali. No in mene je bilo blazno strah, da bi pač sploh karkoli predstavila. Bila sem precej mlada, še danes sem, ampak takrat še toliko mlajša. No in potem me je pa v bistvu Goran iz španskih borcev lejal po gumu in je rekel, da sej bo, no. In sem jaz pač predstavila svoj projekt, to je pač nek pitching session, imaš 5 minut, poveš, kaj boš naredil, pokažeš in greš, ne. No in jaz sem takrat razvijala neko metodo, kjer sem v bistvu koreografijo sestavljala preko montaže in sem pokazala nek posnetek, ki ga ne bi nikoli delila z nobenim, zato ker je bil pač za moje pojme grozen, ampak je bil del procesa, zato se mi je zdelo, da pač to pač pokažem, da razložim in da si ljudje predstavljajo. No in jaz takrat to pokažem. Na pitching sessionu sem imela roza oblekco, ker je to ena izmed mojih ljubših barv. No in potem je bilo to. No in trenutek kasneje srečam Johna na hodniku in on pride do mene. Takrat ga v bistvu še nisem zares poznala. Vedela sem pač, kdo je, ampak nisem imela nobenega stika pred tem. No in pride do mene in reče, ti imaš pa res rada roza. In tako se je najino prijateljstvo v bistvu začelo. No in potem takrat sem tudi dobila nagrado na tem pitching sessionu in leto kasneje sem predstavila svoj projekt o španskih borcih. In potem pa sva v bistvu, potem tisto leto sem šla še na prvi Spring Forward festival v Umeju kot gostja. In to je bila ena izmed najlepših izkušenj v bistvu, ker sem šla tja, vse so plačali zame, bila sem v lepem hotelu in gledala sem vse te predstave in spoznala milijon ljudi in je bilo pač res čist neko novo vesolje. No in potem sem pa za nekaj let izgubila stik z Johnom, jaz sem tudi delala druge stvari, no in potem sem se nekako vrnila, oziroma šla v London študirati in tam sva se v bistvu z Johnom spet srečala. In po nekem daljšem srečanju, kjer sva se v bistvu pogovarjala o vsem drugem razen o delu, je on mene med vrsticami vprašal, če bi sodelovala z njim, oziroma z Aerowavesom. No in tako se je v bistvu cela ta zgodba začela in potem v bistvu vseh teh letih sem bila del veliko enih projektov, recimo posnela, zmontirala, sproducirala sem več kot 200 intervjujev z artisti, tudi Nika je bila del ene serije teh intervjujev, potem smo pa delala razne live streame, še pred korono, pa potem, ko se je korona začela, sem v bistvu režirala prvi online plesni festival, no in zaradi tega festivala sem potem dobila še ful enih drugih priložnosti, ne vem, v Dublinu, na Češkem, v Italiji, v Franciji in v bistvu mi je odprl ful enih vrat. In tako da ja, potem se je pa zgodil tudi ta VR projekt, s katerim še danes nadaljujemo, zdaj smo lih v Rijeki snemali neko novo predstavo, dosti z Dublinom sodelujem,
Tako da ja, v bistvu je bilo veliko enih tudi drugih projektov in ker se je v bistvu veliko enega tega materiala nabral, je bila pač to enostavno pač res najboljša priložnost, da pač se zbere, dodela, premisli in pač postavi v ta okvir, ki ste ga pač danes gledali. Občinstvo je tudi lepo povabljeno, da sodelujete s kakšnim vprašanjem, če bi kdo želel kaj Enijo vprašati, kar pogumno. Tamle zadaj se roke dvigujejo. Aha, so se premislili? Dobro. Imam pa še vprašanje zate, ne skrbi. Torej, mreža Aerowaves združuje različne kulture, različne države, ustvarjalke in ustvarjalce, različnih ozadij, različnih estetik, a ne? In je tudi platforma, ki omogoča nekakšno mednarodno prepoznavnost. In kot smo videli v filmu, je ena od umetnic povedala, da je skozi to mednarodno prepoznavnost, ki jo je dobila skozi mrežo Airwaves, prišla potem naknadno do nekega širšega prepoznavanja tudi doma v svoji državi strani njihovega občinstva, strokovne javnosti. Ko se pogovarjaš s svojimi sodelavci iz drugih držav, imajo podobne izkušnje, kakšna je tvoja izkušnja? Ja, to je zanimivo, zato ker recimo, če se malo navežem nazaj na Grčijo, kjer sem v bistvu preživela 2 meseca, meni se je v Grčiji zdelo, da je vse mogoče. Ne vem, danes zvečer smo klicali umetniškega vodja nacionalnega teatra in opere, naslednje jutro sem z njim sedela na kavi. Tako v bistvu res je bilo tako sproščeno in se mi je zdelo, da pač se lahko z vsakim srečam, vsakim pogovarjam, da ni nobenih teh pregrad. No, ampak potem, ko sem se pogovarjala z umetniki tam, pač oziroma pač ne čutijo tega isto, kot sem jaz občutila. In se mi zdi, da je to dosti velja za vse ostale, ne? Da je v bistvu doma veliko težji, ko si enkrat nekako mogoče malo bolj mednarodno priznan ali pa uveljavljen ali pa se recimo tvoje ime pojavlja v nekih takih krogih. Tako da zato tudi smo rabili malo več časa, da smo pripeljali film v Slovenijo, ampak nam je rata. Tako da in sem ful hvaležna v bistvu tudi ob tej priložnosti Kinodvoru, Kunu, tebi Sara, pa še enkrat Evi pri pomoči pač pri zasnovi za celo projekcijo. Tako da en iskren hvala tudi vam. Hvala tudi Evi, Enja. A ima mogoče kdo še kakšno vprašanje? Ne? Te lahko jaz še kaj vprašam? Ne bomo potegnili preveč, ker se vsi nestrpno želimo podružiti v kavarni, sem prepričana, ampak še eno vprašanje. V zvezi z ustanoviteljem mreže Airwaves, John Ashworth, ki je nažalost decembra lani odšel z tega sveta, ga je mreža izgubila in nekako se prepozna v filmu neka nostalgija, ta prikaz nekih 25 let in hkrati tudi nek ljubeč prikaz poslanstva te mreže, a ne. Koliko je velika ta zapuščina Johna Ashwortha, koliko bo to utripalo naprej, kakšna bo mreža naprej, pa tudi v bistvu bolj širše me zanima, kakšen bo ples naprej v evropskem prostoru, pa širše tudi. To je zahtevno vprašanje. Ja, kot ste pač prebrali, ste v bistvu zdaj prevzela vodstvo mreže Elizabeta in Roberto. Mislim, da se bojo stvari veliko spremenile, oziroma so se že spremenile. Odpirajo se še neki novi projekti, nove možnosti in se v bistvu mreža še vedno razvija in raste, kar je pač bila vedno nekako vizija tudi Johna. Kam bo šlo, je tudi v bistvu meni vprašanje, ker se mi zdi, da tudi s tem filmom sem jaz nekako zaključila to eno veliko poglavje, tako da se zdaj podajam na neke druge projekte in drugim
predajam nekim drugim svojim lastnim avtorskim projektom malo več prednosti. Tako da še vedno ohranjamo stike, tudi zdaj smo imeli ravno 2 dni nazaj v bistvu praznovanje, bil nek memorial dogodek in pa praznovanje 80. rojstnega dneva Johna v Londonu. In je bilo v bistvu res lepo tudi videti nekako ta širši kontekst, iz kje je on prišel, ki je v bistvu nekako iz teatra najdel neko povezavo v ples in to njegovo zapuščino in jaz mislim, da bo šlo to naprej, to pač se ne bo ustavilo in tudi v bistvu na zadnje, ko sem pač s Johnom se videla, ko smo pač že oba točno vedela, da se v bistvu poslavljava, sem mu pač rekla, da ne gre nikamor, da ostaja z nami in tudi ta film, s tem filmom želim pač slaviti vso to vizijo, ki je imel, vse to, kar nam je zapustil in v bistvu sam pač res delati in ustrajati in tudi jaz pač, ko smo se že prej pogovarjali o plesu in filmu, moja želja je, da se v bistvu vse pač umetniške zvrsti povezujejo, veliko bolj, kot se pač povezuje trenutno in me ful veseli, da vidim res velikega različnega občinstva, od plesa do filma, do glasbe in pač ja, to je recimo nekako moja misija za življenje. Enja, najlepša hvala za ta krasen pogovor. Še ena stvar bi dodala. Povej. Pozabila sem prele omeniti, da bi se rada še zahvalila Nini Meško, ker je tudi v bistvu me spremlja že od malih nog in je tudi zaslužna, da je v bistvu danes tukaj projekcija in kot je Sara že prepovedala, projekcija poteka v sklopu konference DACI v sodelovanju z Dokodokom, tako da tudi hvala Nini, JSKD-ju, Dokodoku in Kinodvoru. Hvala, Enja. Želim ti veliko novih navdihov na tvoji ustvarjalni poti naprej in veliko krasnih projektov. Zdaj pa vsi lepo vabljeni v kavarno na druženje in na veselje. Ples je veselje, naj bo še druženje v kavarni tudi veselje. Tudi če kdo zapleše, bo super. Hvala vsem. Hvala. Hvala.